Pod vplivom adrenalina je vse veliko intenzivneje, zato bomo v tem duhu tudi nadaljevali, s telesi pa bomo kar posedeli. Jakob, rad sediš? Odvisno. Od? Dneva. Pa ti, Benjamin? Ne. Ne. Jaz sklepam, da ti rad dosegaš visoke hitrosti vzdolž hriba. Kakšne dosegaš? Nekje od 60 do 80 ponavadi konstantno. Kaj pa Max? Čez 100. Mene tole res tako kot ena kamikaza deluje in izgleda, kako pa tebi? Nikakor. Nikakor. Ampak tudi na začetku ti je bilo vse čist navadno, brez nemirjenja? Ne, nek poseben občutek. Se ga pa zmerom bolj prvadu s časoma. Tako da je zdaj adrenalina v bistvu vedno manj, hitrost je vedno večja, adrenalina pa vedno manj. Drži. Jakob, koliko si pa ti mogel izdelati dilc, da si lahko naredil tako, s katero se da peljati? Jaz prvo se je že dal peljati, sam pa je pa odvisno tudi od kvalitete, ampak tam približno ene 5, bi rekel. Kje pa jih imaš? Doma so na steni, večina je polomljenih, tako da jih imam za okras. Kaj pa je najtežje pri tvojem delu, v bistvu, ko se lotiš izdelave? Pa rekel bi v bistvu, da je ta izdelava pa obdelovanje lesa, to je najtežji proces, da to res natančno izdelaš. Zdaj vidimo, da te tvoje so malo drugačne od tvoje, Benjamin. Moja je pravzaprav debelejša, A še? trša, brez fleksa, ima več konkave, da noge bolj stojijo not pri večji hitrosti. Podvozja so bolj precizna. Ampak enkrat si rekel, si se lotil tudi ti izdelave. Ja, na začetku, ko sem začenjal, sem bil majhen, pa sem bile vse dilce prevelike. Zdaj pa ni več časa za to, pa sponsoriran sem. Ampak kaj te povleče v tem športu? Ta občutek, ko se peljem in se slijem z naravo in cesto, v eno. Pa vedno iščeš tudi verjetno neka druga mesta, kjer se lahko pelješ. Ja. Zakaj? Vsaka cesta, kraj je drugačen, raznolik. Ne. Tako da imaš tudi drugačen razgled. Kaj je pa tebi, Jakob, všeč pri izdelavi? Zakaj si se sploh lotil? Meni je fajn, da delam nekaj z rokami, da v bistvu nekaj naredim in potem lahko tudi izdelek na koncu viden, ko je končan narejen in se rečem, wow, to sem naredil, da mi je všeč. Tako da v bistvu ta užitek izdelave pa tako. Kako dolgo pa traja? V bistvu pa na kaj se moraš biti pozoren? Verjetno tudi na izbiro lesa? Ja, nasploh ne traja dolgo, samo te procesi lepljenja, pa sušenja, pa potem še lak in lakiranje. To ti vzame več dni, da se še sušijo potem te stvari, ampak je treba paziti na les nasploh, tudi na potem lepilo, lak in na koncu seveda na podvozje in kvaliteto tega, odvisno kakšno hočeš, pa zakaj uporabljati rolko. Ampak ti jo tudi sam poslikaš, a ne? Ja, tudi se lotam kakšnih poslikav sam, ja. Zakaj? Pa to, ne vem, kam je to tudi užitek, potem pa tudi odvisno od želje, če za koga delam, pa ima potem imam željo nekaj narisanega gor, pa jaz to naredim, pa poslikam. Benjamin, kakšni pa so tvoji cilji? Uživati temu, kar delam. Pa je longboard tudi tvoje vsakodnevno prevozno sredstvo? Kadar je dež, ne. Kadar je pa sonce? Pa manj kruzerja. Jakob? Ja, v bistvu glede na to, koliko jaz naredim rolk, se zelo malo pelem z njimi, ampak se tudi pelem, tako da, ja, kot prevozno sredstvo predvsem. Kdo jih pa potem testira? Testirajo jih pa vsi, ne vem, kakšni prijatelji, pa tudi sam se zapelem, pol glih to, kdo jaz testiram. Jaz želim obema čim bolj srečno in varno, ali pa vznemirljivo. Pa tudi vam, se vidimo spet v ponedeljek, če nas ne odpelje v vznemirjenje, ali pa če nas bo mogoče še lepše.